Po polstoletnem molku so spomladi rudarji odprli Hudo jamo pri Laškem, naše največje povojno morišče in grobišče. Grozljive jamske slike so poslej v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Huda učna ura o človeku zveri je to. Pol leta po prvem soočenju z grozotami je zdaj Huda jama v muzeju. Kaj je danes drugače, kot je bilo spomladi? Koliko je Huda jama premaknila v tem našem soočanju s preteklostjo? No, jaz verjamem, da je delo, ki je bilo upravljeno in za katerega je na vse zadnje bil muzej pri preboju in delu raziskave odgovoren, tukaj doživelo eno nadgradno. Gre za to, da vseeno je včasih resničnost v tem svojem prvem preboju v javnost lahko tako pretresljiva, da verjetno bomo še v nekaj valovih predelovali to sporočilo. In če pogledamo, da je res od preboja tako kratek čas, imamo tukaj le eno ambiciozno reagiranje slikarsko Marjetke Dolinar, ki je po fotografskih motivih za eno izjemno disciplino osnovne motive preoblikovala, jih načrtuje nadgraditi v slovensko Gerniko. In če upoštevamo, da je tudi Andrej Jemc že na Hudo jamo odreagiral, pa še kdo, se nam kaže, da je mogoče to dogodek, ki prebija recimo ene meje, ki so, pa recimo ta tabu je v bistvu zdaj dobil odziv tudi v umetniški predelavi ali pa umetniškem odzivu. Drugi del je seveda ta, da nam topografija in faktografija Hude jame tudi z temi delnimi izsledki sodne medicine za obdelavo muzejskih predmetov in to kaže podobe, ki so pa tiste, ki po mojem nimajo, skratka ni ugovora zoper njih. In tukaj, čeprav žrtev ne poznamo, nam človek, ki skrije v ustih prsten, da mu ga ne bi vzeli, ki skrije v čevelj rožni venc, roka, ki drži protezo in zdaj rekonstruirana proteza, to so vse tiste možnosti za sočutje in nekaj ponižnosti, ki kažejo pač po mojem mnenju, kam naj bi pripoved o Hudi jami šla vnaprej. Slej ko prej jo bomo vpisali med največja tukajšnja povojna morišča in grobišča, kjer likvidatorji niso poznali milosti. Jaz verjamem, da je odziv grofa Tolstoja, ko je vstopil v Hudo jamo, je razmeroma natančen. Pač tukaj je Tito prekusi Stalina, to je za obdobje po drugi svetovni vojni. To je pač prva ta žalostna ugotovitev. Drugo je, da gre po parametrih, ki jih poznamo, nedvomno za najhujši zločin v vsej zgodovini slovenskega prostora in prav gotovo po okoliščinah in po obsegu zločina je žal to prizorišče, ki je nedoumljivo. In tukaj zdaj, ali je to krematorij nemškega koncentracijskega taborišča ali pa Huda jama, tukaj bi jaz rekel, da si iskreno želim, da v nadaljnih raziskavah tega polja smrti slovenskega, da ne bi padali še globje. Kar nekaj predmetov se je našlo do zdaj, ki dajejo nekaj podatkov o tem, kdo so umrli oziroma skratka vsaj o njihovem spolu, starosti, tudi sodna medicina pač je že delala. Kaj lahko po tem času, ko veva, da pač se v jami da se bo še moralo delati naprej, kaj veva ta trenutek o žrtvah in o storilcih? Jaz bi rekel, da verjetno težko govorimo o tistem delu žrtev, ki so predvidoma hrvaške narodnosti ali pa z juga, ampak pričevanja tudi nekaterih knojevcev, pa to, ki so bila zbrana in pa predmeti, pa nam skoraj dajo verjeten sklep, da so zadnje skupine žrtev, koliko težko rečemo, ampak pripeljane s teharji, in to seveda zavezuje spet Slovenijo za obrat k Hudi jami v tem smislu, da je to verjetno edino množično grobišče žrtev iz uničevalnih koncentracijskih taborišč, se pravi, mislim tukaj predvsem Tiharije in Šentvid, titoističnih, ki jih bomo vsaj
mogoče ne identificirali, ampak saj spoznali, kako so umrli in kje so. Nekaj 100 ljudi se je vendarle skratka že premestilo iz, bom rekla, kraja smrti v drugi konec jame. Odločitve generalne, kje jih pietetno pokopati, kje bodo našli zadnji mir, torej ali v jami ali v okolici, te odločitve očitno še ni, ampak nekako jo čas narekuje, ne? No, nedvomno, ne, in jaz upam, da bo to odločitev, ki jo bomo sprejeli v enem, tudi bi rekel, sprejemljivem času, a ne. Tukaj so bile preigravane variante od grobišč izven, se pravi Alteharje, Celje, Maribor tudi končno, a ne. Potem se je le osredotočilo iskanje variant v neposredni bližini, kar pomeni pokop pred jamo. Ta varianta je bila kolikor toliko preigrana stroškovno in prostorsko. Jaz sam moram reči, da je ta hip mi ni tuja misel, no, da bi del jame, kjer je bila zdaj deponija za material, da se to izprazni, dostojno uredi in pokoplje, ker to le pomeni, da imamo lahko v jami pokopališče, da je to pokopališče dostopno javnosti in da drugi del jaška, kjer se je dogajal veliki zločin, ostane dostopen javnosti. To je razumno, s tem, da je pa možno seveda urediti še en objekt spomina potem nekje v sredini, v čelu. Tako da jaz verjamem, da je ta odločitev mogoče tista, ki bo v prihodnosti še najbolj debatirana.